Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Gost današnje oddaje Aktualno je najmlajši občinski svetnik v državi, študent prava in po novem tudi član nadzornega odbora nogometnega društva v Idriji. Pozdravljeni, Andrej Poglajn. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Veliko funkcij sem naštel. Kako zmorete vse to? Ja, kaj ne rečem. Potrebno se je vzeti čas za vse, če hočemo delo opraviti, kar se da perfektno, strokovno, pa pač vsaka stvar vzame nek del prostega časa, neki del profesionalnega življenja in tako dalje. Ob vsem tem, da ste študent prava, tudi delate na zunanjem ministrstvu. Res je, zaključujem študij prava v letošnjem letu, tako da ob koncu šolskega leta se bom lahko pohvalil že z diplomo. Res pa je, da delam tudi na Ministrstvu za zunanje zadeve na sektorju za razvojno sodelovanje. Trpi kaj delo v službi zaradi študija ali študij zaradi službe? Pa bom rekel, da v zadnjem času mi sinhronizacija vsega kar teče, ampak je bilo pa daj potrebno last minute predstavljati kakšen izpit ali pa daj kakšen dan službe spustiti, da smo lahko prenesli od študijskega gradiva. To pomeni, da imajo na fakulteti razumevanje za vaše obveznosti? Ja, to se pa moram izredno zahvaliti fakulteti, predvsem dekanu, gospodu Avlju, da pač so res razumljivi glede vsega, da spodbujajo delo mladih, da smo mladi aktivni tako na političnem kot na drugem družabnem in tako dalje področju. Moram tudi reči, da veliko stvari, ki jih sproti pridobim skozi izobraževalni proces, lahko že naslednji dan v bistvu na dnevni bazi uporabljam tudi v službi, tako da temu sem izredno hvaležen. To je Evropska pravna fakulteta? Tako je Evropska pravna fakulteta, sedežem v Novi Gorici, ampak imamo izpostav tudi v Ljubljani. Kdo so predavatelji? Predavatelji so resnično, kako bi rekel, očetje slovenskega pravnega sistema, tako da lahko govorimo o ustanovitelju same fakultete gospodu Jambreku, potem, seveda, kot sem že menil, dekana Avblja, ki je po mojem mnenju trenutno v Evropski uniji najbolj priznanih, če ne najbolj priznan slovenski pravnik. Potem imamo v preteklosti na fakulteti delal tudi gospod Andraž Teršek, profesor ustavnega prava, pa potem gospod Marko Novak in tako dalje. Resnično pa imamo tudi strokovnjake z drugih področjev, recimo gospod Petrič, svetovalec v kabinetu predsednika države, ki poučuje mednarodno pravo. In Dimitrij Rupel. In gospod Rupel, ki sem ga hotel omeniti sedaj še kot zadnjega. Gospodu Ruplu pa lahko rečem, da mi je moj osebno najboljši profesor, kajti lahko iskreno rečem, da pač oseba, ki je bila tako dejavna diplomaciji, kot je bil on v času slovenskega osamosvajanja, si zasluži vse zahvale in predvsem spoštovanje. Še preden ste postali študent, pa ste gimnazijo in osnovno šolo opravili v Idriji. Je bila to dobra osnova? Ja, bom rekel, da ja. Vesel sem te odločitve, da sem v bistvu po končanem osnovnem šolanju svojo študijsko pot nadaljeval v Idriji. Seveda, mogoče glede na bolj tehnično naravnanost same srednje šole oziroma gimnazije, saj sem po naravi v bistvu družboslovec, mi to ni bilo najbolj pogodo, velikokrat je bilo potrebno kakšna ura več dodatne matematike kot drugače, ampak če potegnem splošno črto, sem zadovoljen, da sem v srednješolskih letih ostal doma v Idriji. Je pa zanimivo, da ste se že v srednješolskih letih aktivno vključili v politiko in ta vas je pripeljala tudi v občinski svet. To je nekaj, na kar sem izredno ponosen, da sem že kot srednješolec dobil možnost kandidature na občinskih volitvah kot občinski svetnik. Mislim, da je to prvo velika čast, ki mi je bila nekako izražena strani volivcev. Po drugi strani bom pa rekel, da je to tudi priložnost, da se mladi dokažemo. In ob tem moram izpostaviti, da Idrija je okolje, ki daje mladim na političnem področju veliko priložnost in še enkrat, resnično sem hvaležen za to. Zakaj se več mladine ne ukvarja s politiko? Kaj je narobe v politiki? Takole bom rekel, mogoče v zadnjem času lahko opažamo malo porasta pri zanimanju mladih za politiko, ampak dejstvo je, da je politika pridobila skozi leta nekakšen negativen predznak, ki se ga sedaj težko, ne bom rekel, odtrese, ampak s tem predznakom privabi mlade znotraj neke politične sfere. Po drugi strani bi pa tukaj apeliral na vse nivoje šolskega izobraževanja, da mladim približa politiko, da mladim predstavi, da pač politika ni nek, kot če rečemo prenesenem pomenu, bav, ampak da del politike je praktično vsak človek,
ki je pripravljen delati dobro za svojo državo, ki je pripravljen izražati svoje politično mnenje in tako dalje. Mogoče pa se politika ne ukvarja s temami, ki so blizu mladim. Tukaj bi se delno strinjal, dejstvo pa je, da mladi smo tisti, ki moramo izpostaviti tematike, ki so nam mladim interesantne, katere problematike nas težijo, in s tem dati jasno videti, da smo mi pripravljeni soustvarjati mozaik sedanjosti, pri tem pa orati nekako pot za prihodnost naše države. Se strinjate z mislijo, da se nekateri politiki več kot s prihodnostjo ukvarjajo s preteklostjo? Je to dobro? Definitivno se nažalost strinjam, se moram strinjati s to misel. Je pa tako, da mladi nismo obremenjeni nekako z nekimi težnjami preteklosti in gledamo predvsem na prihodnost. Čeprav poznati zgodovino, je pa nujno, ne? Jaz bom rekel tako, zgodovina nas uči veliko, uči nas, da ne smemo ponavljati napak iz storjene skozi samo zgodovino. Bom pa rekel tudi tako, nekako, če se z nekim rekom izrazim, slikar za nastanek lepe, čudovite slike vedno potrebuje belo, čisto platno, kajti le na tega lahko nastane mojstrovina. In tako je tudi zgodovino. Zgodovinsko platno mora biti razčiščeno, belo, da lahko potem skupaj soustvarimo nekaj lepega za naprej. V občini Idrija je sedaj občinski svet sprejel strategijo za mlade, tudi sami ste v občinskem svetu aktivno razpravljali o tej temi. Kakšni so pravzaprav poudarki, kaj pričakujete mladi od te lokalne skupnosti v bodoče? Jaz bom rekel takole, mladi moramo v Idriji izpostaviti problematike, ki so najbolj pereče, se pravi, oziroma so tudi izpostavljene skozi strategijo, odseljevanje, iskanje novih zaposlitev, mogoče še, kako bi rekel, izobraževanje oziroma širjenje spektra izobraževanja, predvsem pa stanovanjska problematika. Rekel bom takole, da Idrija kot sama je nekako specifično okolje, kajti ponuja možnost zaposlitve večinoma samo znotraj nekaterih strok oziroma stroke, medtem ko drugi izobraženi mladi na drugih področjih, večinoma tukaj izvisi ravno družboslovna smer, morajo iskati zaposlitev v drugih krajih Slovenije. Letos se vam izteka 4-letni mandat občinskega svetnika. Na katere teme ste opozarjali, na kaj ste pravzaprav ponosni? Jaz sem, že ko sem kandidiral, sem največkrat izpostavljal, oziroma skozi samo kandidaturo, sem največkrat izpostavljal dejstvo oziroma problematiko Kaiser parka, ki je pač bil zavzet nekako s temi, če se lahko izražim, solinami. Mislim, da se je ta problem sedaj efektivno rešil oziroma se rešuje. Kot sem pa omenil, kot mlad kandidat se moram zavzemati tudi za ljudi moje starostne kategorije in na področju mladih mislim, da smo s to strategijo, ki je sedaj v veljavi, predvsem pa z ustanovitvijo komisije na občini za mlade, naredili veliko oziroma bomo veliko naredili še v prihodnje. V svet ste bili izvoljeni z 18 leti in nekaj meseci. Kako so na vas gledali drugi občinski svetniki? Večinoma so to starejši gospodje. Res je, še danes se spominjam te prve zasedanja seje na občini, ko sem z 18 leti in par meseci vstopil v občinsko dvorano. Ne bom se lagal in bom iskreno povedal, da sem čutil kar malo straha oziroma utesnjenosti na prvem zasedanju, ampak sem se potem hitro vtekel v sam proces. Tukaj seveda se moram zahvaliti tudi vsem svetnikom iz naše svetniške skupine, da smo skupaj, oziroma s katerimi skupaj sodelujemo, da so mi v bistvu v začetnih fazah ponudili veliko pomoči ter mi nekako z spodbudo pomagali, da sem sedaj, lahko rečem, zelo aktiven član občinskega sveta. Pred vami je še pol leta sodelovanja v tem organu. V kateri smeri bo usmerjena vaša pozornost? Moja pozornost bo večinoma usmerjena glede na to, da sem se, kot se že v začetku oddaje omenilo, član enega izmed športnih društev, je seveda razvoj športa v občini. Druga stvar, ki je po moje najbolj pereča še vedno, so cestne povezave s podeželjem. Samo podeželje je mogoče ponovno nekako izveselo v tem mandatu, čeprav glede na proračunske razporeditve pač se je to nekako že pričakovalo. Predvsem pa tako rekel, občinski svet mora delovati oziroma deluje nekako bolj homogeno, kot je v preteklosti. In mislim, da je to nekako ena izmed stvari, za katero se bom še naprej zavzemal. Kot najmlajši občinski svetnik ste bili imenovani tudi v komisijo
za mlade, ta deluje pri uradu župana. Tako je. Kaj pričakujete od tega organa? V Komisiji za mlade sem predstavnik občinskega sveta. Od tega organa pričakujem, da bo občinskemu svetu, predvsem pa županu, dal jasne smernice, kam želimo iti mladi oziroma v kakšno smer želimo razvijati mladinsko politiko znotraj Idrije. Če pogledamo še malo v Ljubljano, v teh dneh je vaše zunanje ministrstvo v središču pozornosti zaradi hudo napetih mednarodnih zadev. Kako funkcionira znotraj ta ekipa? Kako sodelujete z ministrom Logarjem? Jaz sem rekel takole, da trenutna situacija je resno izredna. Moramo se zavedati, da to žarišče, vojno žarišče, ki je trenutno v Ukrajini, je od Slovenije oddaljeno manj kot 2000 km, med samo Ukrajino in Slovenijo pa je samo ena država, to je Madžarska. Tako da v preteklosti smo govorili o nekih vojnih, ki so bile mogoče dobesedno v drugih delih sveta, danes se pa ta vojna odvija skoraj pred našim pragom. Zunanje ministrstvo je v prvi fazi moralo poskrbeti za slovenske državljane, na srečo noben od slovenskih državljanov ni bil ogrožen ali pa karkoli. Evakuacija vseh iz Kijeva, ki je trenutno oblegano, je uspešna. Slovenija je tudi ponudila humanitarno pomoč v Ukrajini v višini skoraj 170 000 evrov. Poslali smo jim tako maske kot zaščitno opremo, kot tudi druge potrebne stvari za humanitarno delovanje. Bom pa sedaj izkoristil to priložnost in nekako se pridružil izjavama tako predsednika vlade, gospoda Janeza Janše, kot predsednika države, Boruta Pahorja, da obsojamo delovanje Rusije oziroma to agresijo nad ukrajinsko državo in ukrajinskim narodom predvsem. Na ministrstvu ste bili aktivni tudi v času predsedovanja Slovenije. Kakšna izkušnja je bilo to, ko je bila naša država v središču pozornosti? Jaz sem rekel, prvo sem res izredno hvaležen samemu ministru Logarju ter samemu ministrstvu, da sem dobil priložnost delovanja na ministrstvu za zunanje zadeve v času tako pomembne funkcije, ki jo je nosila Slovenija. Dejstvo je, da je bilo to zelo napetih oziroma napornih pol leta. Slovenija pa moram reči, in mislim, da to potrjuje tudi mednarodna javnost, predvsem pa vse države članice, da je Slovenija v predsedovanje upravila izredno dobro. Pokazali smo se v najboljši možni luči. Tako bom rekel, če se smem izraziti z mnenjem nemškega veleposlanika, slovensko predsedovanje je bilo top of the top. Ste tik pred diplomo, boste združili vašo diplomo, temo diplome, mogoče s tem vašim poklicnim udejstvovanjem? Rekel bom takole, znotraj prava poznamo dosti smeri, ena izmed tega tudi diplomatsko pravo, ki me zelo zanima. Po drugi strani tukaj tudi mednarodno pravo in tako dalje. Za diplomsko nalogo pa se bom odločil verjetno za tematiko diplomacije Slovenije v času osamosvajanja naše države. Je pa zanimivo, da ste izpostavljeni član Slovenske demokratske stranke in da ste dobili službo na zunanjem ministrstvu. So vam pri tem pomagale te strankarske povezave? Mislim, da tukaj ni nobene povezave s strankarskim delovanjem. Jaz sem se tako kot ostali prijavil na razpis za samo delovno mesto. Verjamem, da če bi se na ta razpis prijavile bolj kompetentne osebe, bi one pred mano dobile priložnost. Potrebno se je zavedati, da Ministrstvo za zunanje zadeve je zelo velika institucija znotraj Slovenije, tako da nekega kadrovanja sploh ni mogoče izvajati. Tudi če bi se to hitro znašlo v slovenski javnosti, tako kot so se znašle stvari v preteklih vladah, ko se je pač to dogajalo. Bom pa rekel takole, sploh ministrstva morajo predstavljati tako predstavniki obeh oziroma vseh političnih polov, kot tudi akademske sfere, da pač ministrstvo delujejo v najboljši možni luči. Imate pa znotraj politične stranke kar nekaj odgovornih funkcij, nalog, katere vse? To je res. Najprej bi izpostavil, da sem predsednik medobčinskega odbora Slovenske demokratske mladine Idrija in Cerkno. Potem je tukaj še funkcija člana oziroma koordinatorja regijske koordinacije Slovenske demokratske mladine ter tudi člana nadzornega odbora Slovenske demokratske stranke. To pomeni, da gledate pod prste, kot se reče, samemu vrhu stranke. Res je tako. Pač
to funkcija nadzora je po mojem ena najbolj pomembnejših, če ne najbolj pomembna znotraj stranke. Saj smo le mi tisti organ, ki pač moramo v primeru kakršnih koli problematik prvi urgirati oziroma te problematike prvi izpostaviti. Prebral sem v enem od intervjujev vašo misel, da se podmladki tudi velikih strank pravzaprav med sabo ne kregate prav veliko. Jaz bom rekel takole, mladi nismo obremenjeni z nekimi, ne bom rekel ideološkimi obremenitvami, ampak z nekimi trenji, ki so mogoče na ostalem političnem področju. Seveda imamo med sabo različne ideje, različne poglede na prihodnost, ampak mislim, da smo mladi lahko zgled ostalim, kako se pač da dobro povezovati in delati za boljše naše domovine. Tukaj bi seveda izpostavil recimo akcijo, ki smo vsi politični podmladki pripravili glede promocija cepljenja proti samemu COVID-u, pa mogoče v sodelovanju s podmladkom Mlade Slovenije, Mlado Slovenijo smo lansko leto avgusta pripravili mladinski strateški forum, ki je bil v Mariboru velik uspeh. Država predvsem v zadnjih mesecih vlaga kar veliko denarja v projekte tudi na našem območju. Katere bi izpostavili? Proračun za naslednja 2 leta je res namenil Sloveniji, oziroma se pravčem Idriji, dosti sredstev, ampak ne samo Idriji, ampak tudi Cerkno. Idrijsko-cerkljanska je ponovno pod to vlado dobila neko veljavo, ki je mogoče v preteklosti ni bilo. Poglejmo samo strani obiskov našega premierja, kolikokrat se je ostal v Idriji, kolikokrat so bile firme z Idrijsko-cerkljanske na kakšnem posvetu v Ljubljani in takoj lahko vidimo, da Idrijsko-cerkljanska dobiva tisto težišče, ki si ga zasluži glede na njen gospodarski pomen za regijo. Pomagate tudi vi osebno kaj pri teh povezavah? Bom rekel, da sem člen, ne bom pa rekel, da sem ključen člen, kar se tega tiče. Ja, povejte nam, kje se vidite čez 20 let? To vprašanje je nekako vprašanje, ki ga dostikrat dobim, ampak nikoli nimam nekega de facto odgovora. Dejstvo je, da je življenje nepredvidljivo in da čas hitro beži. Osredotočam pa se najbolj na jutri oziroma na to, kar prinaša prihodnje leto, to so seveda, oziroma trenutno leto, to so seveda parlamentarne volitve, potem lokalne volitve ter tudi volitve za predsednika države. Kot nekdo, ki je evidentiran kandidat stranke na prihodnjih parlamentarnih volitvah, mislim, da je pred mano prvo ta izziv, potem bomo pa razmišljali za naprej. V Modri dvorani je bil ta shod stranke, kjer so vas imenovali, pravzaprav prvič javno povedali, da boste kandidirali. Kakšne so pričakovanja? Jaz bom rekel takole, da Idrijsko-cerkljanska v tem mandatu strani naše stranke dobiva nekega domačega kandidata, ki je že aktivni del skupnosti že kar nekaj let, čeprav kljub mojim mladim letom imam številna izkušnja, ki so bile pridobljena tako v preteklosti, kot tudi v fazi tega mandata trenutne vlade. Moram pa reči, da prvo, kar bom izpostavil vedno, je to, da sem ponosen predstavnik oziroma kandidat predvsem občanov Idrije in Cerkna, šele na to pridejo v ospredje strankarski interesi. Se pravi, poslanec je vedno tisti, ki je predstavnik ljudi, šele potem po mojem mnenju stranke. Vam pri vašem javnem delovanju kaj pomagajo veščine, znanja, ki ste jih pridobili v letih, ko ste se aktivno ukvarjali z nogometom? Moramo zaključiti športno. Športno, ja. Res je, kar nekaj let, približno skoraj 10 let sem aktivno treniral nogomet. Danes sem seveda, kot ste bilo že v začetku oddaje omenjeno, član nadzornega odbora kluba, tako da sem še vedno ostal aktiven na športnih vodah, čeprav z druge strani. Rekel bom takole, nogomet me je naučil veliko, to je timsko delo, odrekanje, predvsem pa to, da se s trudom veliko doseže. Moram izpostaviti, da sem izredno vesel, da sem garderobo delil z vsemi 4 predstavniki iz Idrijsko-cerkljanske, ki danes naš nogometni klub predstavljajo na najvišjih možnih ravneh. Dva sta že obkusila recimo možnost oziroma poklical reprezentanco, en izmed njih je celo dosegel že prvi zadetek za reprezentanco. Mislim, da je to velik pokazatelj, da Idrijsko-cerkljanska je bazen nadarjenih igralcev. Čas je pa, da se klub dvigne še na višji nivo in da ti igralci resnično dobijo priložnost oziroma da so videni po celotni Sloveniji.
Kaj pa nov stadion oziroma posodobljen nogometni stadion pri Likarci? Moram reči, da projekt obnove oziroma nekako sanacije stadiona se odvija. Je pa potrebno vedeti, da so tukaj oziroma so se odpravljala problematike lastništva zemljišč, sedaj pa prehaja projekt v fazo projektiranja, da bomo potem lahko šli v končno realizacijo. Andrej Poglajn, hvala lepa za ta pogovor, hvala lepa za obisk v našem studiu in seveda priporočilo, da tudi v vaši bodoči karieri ne pozabite, da ste iz naših krajev. Prvo bi se jaz resnično iskreno zahvalil za povabilo, drugič bom pa rekel takole. Nekako vedno v srcu seboj nosim Idrijo oziroma tudi Cerkno, kajti del moje družine tudi prihajajo tam. In nikoli ne bom pozabil, odkje prihajam, pa čeprav mogoče lahko malo kdaj občasno skrijem moj naglas. Lepo. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in srečno.